Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Gremo nazaj, tja, kamor sonce sveti. Kaj se dogaja? Sonce potrebujemo za vsakodnevno življenje. Res je. In vedno bolj ga izkoriščamo tudi za vsakodnevno življenje in mislim, da je na to temo tudi Matej Regent obiskal Dravske elektrarne Maribor in od tam se javlja. Matej, halo! Ja, lepo zdrav, oglašam se iz Dravskih elektrarn Maribor, kjer so pravkar podpisali pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor za sofinanciranje sončne elektrarne na zaprtem odlagališču odpadkov Pobrežje. In z mano je generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor, gospod Andrej Tumpej. Mogoče, če na kratko za naše poslušalce poveste, kaj bo zdaj največja prednost te nove sončne elektrarne na Pobrežju. Najprej lepo zdrav. Sedanji prostor, kjer bo stala bodoča sončna elektrarna na Pobrežju, je degradiran prostor, na katerem ni možna nikakršna gradnja ali kaj podobnega, nekih stavbnih objektov in je dejansko, lahko temu rečemo, mrtev prostor. Tudi sama, sicer je odlagališče zaprto, ampak ni do kraja sanirano in bi bilo potrebno v prihodnje še kar dati izdatna finančna sredstva za dokončno sanacijo tega odlagališča. Sedaj za izgradnjo sončne elektrarne ubijemo 2 ali pa celo 3 muhe na en mah. Prvič, dokončno bomo sanirali odlagališče v skladu z vsemi sodobnimi standardi, kot je to zahtevano. Zgradili bomo sončno elektrarno na tej lokaciji in seveda temu prostoru, ki sedaj ni namenjen ničemu, bomo pač dodali dodatno razvojno funkcijo. In tretjič, s tem tudi povečujemo ne samo naš portfelj Dravskih elektrarn, tudi sledimo ciljem Slovenije na tem področju, da povečamo delež obnovljivih virov v proizvodnji električne energije. Najlepša hvala. Toliko za enkrat iz Dravskih elektrarn Maribor, več pa v današnjih novicah. Lepo zdrav v studio. Hvala lepa, Matej. Lepo zdrav na teren. Lepo zdrav. No, Lepo zdrav. Evo, vidiš, pa bo tam lepo sonce haralo. Pa bomo imeli elektriko. Mi pa štroma. Ni fajn, če izgubiš denarnico, sploh ni fajn, ni ga hujšega, se mi zdi. Ja, jaz na srečo še nisem. Jaz že dvakrat, se mi zdi. Res? Ja, da so me pol klicali, ne vem, čez 6 ur iz Bisterce, da je na parkirišču, da vsi dokumenti so razmetani. Kaj? Pa sploh nisi vedel, da si jo izgubil. Ne. To je najlepše. Izjemno. Samo denar so vem pobrali, ki ga ni bilo malo, slučajno, takrat. Ne vem pa, zakaj so majmuni vse papire pa vse razmetali po celem parkingu. Je na hitro, ne, sem pobral, Ja, se denar vzameš ven, pa ne. Ja. Kaj, ki je denar? Kartice so tam, ko so. Ne? Ja. To, če bi videl. Maj denar, samo osebno, da mi boš meto. In ga že po hrbtu. Okay. In tudi tokrat žal ena izgubljena denarnica. Sebastian pravi, da jo je izgubil. Ja, lepo zdrav. Denarnico z dokumenti sem izgubil. Nazadnje sem bil pri Leclercu, od tam naprej pa potem ne vem več. Na priimek Sebastian Paradiž, Markovičeva ulica 15 Maribor. No, evo, če kdo slučajno najde, kje tam, lahko pokliče tudi nas na 051 220 220. Zdaj pa pozor. Nekaj se cvre. Čebu. Ko daš čebula. čebu v olje, ne? To pa lepo počasi tak. Ni ga lepšega vonja, se mi zdi, ne? To pa ja. A pa če greš kje mimo, pa neki že, kaj bojo te kuhali, ne? Pražene čebule vedno najbolj diši od celega kosila, meni saj. Res je. Se res lepo diši, samo oblačila. Se zapreš to, da kaj te zdaj, ja. Naj bojo, ne? Glavno, da je kosilo izvrstno in tak skoraj pri vsaki stvari more biti, ta malo, ne? Tudi če ni treba, je fajn, da greš.
da malo, ne, pobajti. Nekdo kuha, ne? Okay, torej, čebula je neka osnova za ogromno stvari, ne, praženih, ne? Ampak marsikomu povzroča težave, ne, v želodcu, ne vem, težka zna biti, napihnete, zgaga recimo včasih, ne, ki gor nažge, ampak tu sem našel en trik, ki bi naj vse to skupaj omililo. To čebulo v želodcu, tako da tisti, ki imajo bolj občutljivo, morda lahko bolj tudi, ne, si naredijo. Baje, da je ena naravna rešitev, da uporabiš jabolčni kis zraven. Ne? Kaj ti, ko dodamo kis baje nevtralizira težo, torej pomaga razgraditi vlaknine, ki so težje prebavljive, okus je boljši, malo gre proti sladkemu pol čebula, ne? In je uravnotežen fajn, in pa baje, da pospeši mehčanje, tako da pol hitreje steklena, tista mehka, ne? Dobro, prvič. Ja, jaz tudi sem prvič slišal, zdaj, ne vem, hotel sem Anji povedati, ko je kuharica, ne? Mogoče, da bi kdaj to probala, ne vem. Hvala, bom poskusila. Sicer pa pač na srednji temperaturi olje, ne? Potem daš gor čebulo, ko postane prozorna, daš kako kapljico, 2 samo, piše. Okay. Tako malo. Ja, ba je. Jaz bi že zalil. Ja, jaz mislil, ne vem, 0,3. Ja, ba je da kapljica, no, tako da dajte poskusiti, pa pomeri. Pol pa 1-2-3 minute, da vse to izhlapi in je pol samo ono fajno mehko. Super, probam. Ba je, tako da probamo. Zdaj bi samo čebulo jedo praženo. Jaz tudi, ja, to je kruh not na mako. Jabolčni kis, torej, dajte probati. Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? Servus. Zdravo. Dober dan. Kaj zdaj? Ja, malo sem prišel. Ja. Vidima, dobrodošel. Si vlekel medvar? Ne, boš... upam, da ne. Ali je gotovo? Gotovo. To potem hitro povedati, kaj imam, da ne bomo ga prvi pobralo. Skočimo v leto 1999, danes debitanski single Britney Spears ima naslov Baby Hit Me One More Time, oziroma samo One More Time. Ta skladba je prvoosebna in govori o tem, da bi punca rada pač novo priložnost pri fantu, s katerim se je razšla. Bila so neka namigovanja, kaj naj bi jim Hit Me One More Time pomenilo. Britney v nekem intervjuju pojasnila, da ne gre za nasilje ali kaj še bolj drugega, ne? V slengu pomeni, da me še enkrat pokliči. Ja. Prodaja plošče je porušila kar nekateri rekord, med drugim velja tudi za enega najbolje prodajanih singlov v zgodovini moderne muzike. Gramija ni dobila, tisto leto je ga speljala Christina Aguilera, je pa dobila en kup drugih nagrad. Zdaj, če niste vedela, 30. decembra lani je Britney za $200 milijonov prodala avtorske pravice za ves svoj glasbeni katalog. In če spomnimo, med leti 2008 in 2021 je bila pod sodnim skrbništvom, kar pomeni, da ni sama odločala o svojih financah in pomembnih življenjskih odločitvah. To se je potem spremenilo in zdaj pa, ne, je rekla, mene ne bo noben G, prodala vse skupaj, zdaj pa verjetno uživa. Ali pa že kaj pač. Ja, no, ja, mislim, ta njen foter je eden večjih kretenov. Ja. Priporočam tudi ogled dokumentarca, da bo malo več jasno. No? Ja, po moje se za Božič ne vabijo na večerjo. Ne bi rekel. Verjetno moje ne. Dobro. Vi se vabite, ali kaj? Ja, mi se vabite. En povabi, pa to. Ja, to je to, no. En kuha, po moje, ponovadi moja žena, ne, ampak nekdo mora, pa veš, kje je še Božič. Ja, zdaj. 1, 2, 3, ne? Ampak podobno je za velikonočni zajtrk, ne? A, tega ma ni. Nimamo. Mi pa. Na meni nič ne je tega. Tu je problem, ne? Ker jaz vse te praznike res obeležujem. Pa boš držal do teh velikonočnih, krehaš. Ja, se nedelja tudi, ne? Spodov dan. Daj verjetno. Ja, lepo zdrav. Lepo zdrav. Okay, če kje, potem je v naši prelepi državi važno še kako, kakega soseda imaš.
Absolutno. Se strinjata? Ja. Ker če kje, ne, ko si gledamo prek plota, pa kdo ima kaj, pa kdo bo imel lepše, pa kdo bo imel več. Pa nekateri nagajajo, pa so hudobni. Res je, tega je ogromno v naši državi in ne boste verjela, tudi Paradajz rabi dobre sosede. Res. Okay. Res je. Namreč po mnenju strokovnjakov, Anja, zdaj, če imaš nekakšen vrt za svojo kuhinjo, Fras, ti nimaš, ne? Ne, žal. Jaz tudi ne, ampak nisem tega vedel. Zdaj po eni strani mi je kar logično, ampak koristno se mi je zdelo. Poslušaj, Anja, če imaš zraven Paradajza, recimo baziliko, šnitlah, kapucinke in ognjič, bo rastel dosti boljše, tudi bolj okusen bo. Skratka, vse bo boljše, ne? Se pravi, kapucinke valjda, ne? Mušice pa uši na sebe vlečejo, ne? Ja, valjda logično, če pomisliš. Bazilika bo samo svojo aromo, je že med rastjo, obogatila okus in tudi čisto malo placa zavzame, ne? Šnitlah oziroma drobnjak pa spodbuja rast paradižnika in mu daje tudi prijetno aromo. Ognjič pa seveda zaščiti pred škodljivci in hkrati izboljša končni okus plodov. Super na svet. Najboljše, da si vse posadiš. Ja, ne smeš vsega, ne? Imaš tudi rastline, ki ne smejo biti. Ne, mislim, vse te. Katere recimo ne smejo biti? Ja, krompir ne sme biti blizu, ker bolezni prenaša, pa koromač recimo tudi ne, ker razvija razvoj plodov in okoliških rastlin, ne samo Paradajza, tako da mora biti kar tak za sebe. Super spremljevalke so tudi paprika, špinača, solata in korenje. Ja, super, vrtnar Tomaž. Kaj si ti, malo nor? Tako da ne samo vi, tudi Paradajz mora imeti dobrega soseda. Dajte pomisliti malo, ne? In gremo malo spet nazaj po narekovaji k robotom. Kitajsko podjetje ByteDance, ki stoji za TikTokom, je razvilo izredno zmogljiv model umetne inteligence za ustvarjanje videoposnetkov. Seedance 2.0, če slučajno še niste slišali, in seveda ta zadeva je precej vznemirila, logično, Hollywood. Ja, zakaj? Namreč z njim so ustvarili izjemno resnične posnetke epskih pretepov med Bradom Pittom in Tomom Cruisom, recimo. Smo gledali tudi med Thorom in Wolverinom ter Supermanom in Thanosom, ne, iz Marvelovih filmov. Tako da je kar... Ja, ni hec. Ni več hec, ne? In kaj to pomeni zdaj za filmsko industrijo, smo vprašali našega hišnega strokovnjaka za umetno inteligenco, sicer direktorja podjetja Seos AI, Petra Mesarca. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Je pa ta Seedance res velik napredek od preteklosti. Gre za model, ki je v resnici 4 modeli hkrati, so 4 modeli v enem, ki vsak model, en model dela besedilo, drug sliko, tretji video in četrti audio. In poleg tega je ta model sposoben ne samo zgenerirati to, kar mu mi povemo, ampak sam razmisliti o tem, kaj bi moral posneti, ta posnetek razdeliti v različne kadre in potem posnet kader po kader. Zdaj lahko mi posnamemo praktično dolg video, kakršenkoli, izjemno enostavno. Ok. Kar ne. Cool. Jaz čakam na robota, ko me bo zvagal, pa mi kri vzel in mi pol od tistega dne naprej kuhal točno tako, da bo se to izboljšalo. Da bo tvoj osebni trener. To bi jaz tudi imela. Da se bi drv jutro, ajde gremo, ajde. Ok, nekateri so zdaj zaradi tega orodja seveda že napovedali konec Hollywooda, če mislim... Še z druge strani, ker z ene strani počasi je že končal. Bolgo. Koliko je v tem resnice? Bomo videli. Ne? Zagotovo pa to lahko prinaša neko čisto novo žanr video. Vprašanje pa je, če jih hoče kdo gledati. Ali kdo hoče gledati Bruce Leeja v svojih mladih letih v novih filmih. Ne vem. Jaz mislim, da predvsem ne rabimo čisto govoriti samo o filmih, pa o filmski industriji, ki je verjetno najbolj kompleksna pri generiranju filmov, ne? Ampak lahko moramo bolj govoriti tudi o nekih krajših filmih, o reklami,
mahal. Če lahko zgeneriramo video Jackie Chana, lahko zgeneriramo tudi video, slovensko reklamo dobre vile v nekem drugem kontekstu z istimi igralci in tako naprej. Tukaj je po mojem največja sprememba. Hollywood je verjetno tisti, ki se bo najdlje upiral vsemu temu. Jaz sem pa prepričan, da Bollywood pa že zelo dobro uporablja umetno inteligenco. Tu še bolj to, ja. Ja, mislim, da je podobno kot pri glasbi, ne? Torej, se lahko ti poslušaš AI glasbo, ampak ko enkrat veš, da AI glasba, ne boš se... Ne slišiš je več isto. Ne boš se povezal s tem, ne, tako kot bi se z nekom, ko je pač dejanski glasbenik, ne? Razen, če ne veš, da je. To pa je drugo, ja. Ok, bomo torej kljub temu še vedno gledali klasično posnete filme? Verjetno bo ta tradicionalen film ostal še nekaj časa, zelo kmalu bo pa se povečala produkcija drugih filmov, kjer pa enostavno ne bo treba več vsega tega delati. Ker kar je tu pomembno je, da ne gre samo za igralce. Ko ti enkrat snemaš film, rabiš celo hordo različnih ljudi, ki ti pomagajo, asistirajo in vseh teh ljudi ne bo več treba za nekatere filme. Nekateri filmi se bodo pa še vedno snemali na klasičen način. Ljudje bodo še vedno želeli filme, v katerih igra Leonardo DiCaprio, ampak vse okoli njega bo pa verjetno enostavneje, hitreje. Zdaj pa, kaj pa to pomeni, ali bo zaradi tega lahko kdo drug delal z Leonardo DiCaprio filme, pa ne sam Hollywood, to pa ne vem, to bomo pa videli. Bomo videli tudi, koliko si bodo želeli še snemati s temi ljudmi, ki se pojavljajo tam, ko se ne bi smeli. Ja, res. Sicer pa, ali zna to pomeniti mogoče tudi še več boljših slovenskih filmov, kjer vemo, da je vedno bil problem in bo denar. Ampak vseeno se najdejo kakih vrhunskih vmes. Mogoče, če bo neka primerna naročnina na ta White Dance ali kak že, ampak v resnici zaenkrat v Evropski uniji ga ni mogoče uporabljati, vse enostavno, so neki obvodi, ampak je v vseh primerih za registracijo uporabniškega računa treba imeti kitajsko mobilno telefonsko številko. Tako imaš ti. Tako da moraš... Ti imaš 4. Pomlad se začenja, oziroma se je, po eni strani že in seveda spet debate dosti krat vem prinesejo tako imenovano spomladansko utrujenost. Vsi smo hin, noben ne ve zakaj. In ni to kar tak, zdaj nekaj izmišljenega. Zdaj sem tu čital, da prehod iz zime v pomlad prinaša spremembe tudi v ravnih hormonov, kot sta melatonin in serotonin, ki uravnavata spanec in razpoloženje. Telo namreč rabi več časa, da svojo notranjo uro uskladi z daljšanjem dneva in večjo količino svetlobe, kar pa povzroča občutek počasnosti, pomanjkanja koncentracije, energije in bolj smo tako... To je eden od razlogov. Bolj pa so tudi tisti klasični, kaj ne bi smeli delati zjutraj, kot recimo kavo piti na prazen želodec, prva napaka, druga napaka, takoj na telefon, ko prideš iz postelje, potem recimo, če se tuširate zjutraj predolgo in s prevročo vodo, in pa seveda, če si ne na takoj odprete vseh okn gor, pa ste v temi še do zadnjega, preden greste od doma, jutranjo svetlobo rabimo, ampak eden boljših nasvetov, ki tu zraven spada, pa je ta, da je treba si vsako jutro vzeti nekaj časa, tudi če ste sami seveda, in se režati ko majmuni. Zakaj? Zato, ker smeh, smejanje nasplošno izboljša razpoloženje in naše možgane v bistvu na serije, po domače povedano, da smo veseli in srečni. Torej, zdaj, ko se zjutraj zbudim, se moram spomniti na vaj. Ja. Pa lahko ti vsako jutro nama en smešni SMS pošleš. Ne rabiš, samo smejati se moraš začeti sam in se moraš reči tako, da zdaj se bomo nekaj sekund, da probamo, ok? Sta, 3, 4, zdaj.
Anjo, kakšna dobra volja. Smejte se zraven. Kaj ti bo gužva, če imaš tote hude hite? Fras in Medvard in Fras in Medvard šov.